Bivši mladi kader, ja, jaz bi zdravo Marko Šegula, Sipro Inženiring Krško. V podjetju sem kot vodja kakovosti in IT, drugače sem pa vodja projektov in projektant elektrostroke. In sem zdaj že eno uro razmišljal, da v bistvu skoraj ne bom imel več kaj novega za povedati, ker so pred nami vsi že tako povedali, kot je, kot dejansko se čuti, ne vem, kako bi začel. Mogoče kot oče 15-letnika, ki ima občutek, da ima željo iti v to smer. Sicer trenutno je on še en tak, bom rekel, bolj povprečen 15-letnik, ki se ukvarja z igricami pa tistimi neumnostmi. Ampak bom rekel, da pa tudi ga pa že veseli malo ta svet. Bom tukaj tretji, ki bom pohvalil tole tekmovanje Mladi genialci. Namreč moram biti ponosni očka in reči, da je lani tekmoval na tem in skupaj s svojo krško ekipo so zmagali, tako da smo bili pol kar navdušeni. In v sklopu priprav na ta dogodek sem ga vprašal pol, ajde, ti si mlad, ne? Ne gledal že, kaj bi zdaj ti rad. Daj ti povej, jaz mu ne želim reči, zdaj pa moraš iti za mojimi stopinjami, v narekovaj, ker sem pač že tu, ne? Ampak kaj bi pa tebe pritegnilo v to? In prvo je začel nekaj o plači, kar, okej, ga razumem, ne? Saj ti delamo za nekaj. Potem je rekel, ampak da ni čisto siguren, ker da ta jedrski svet, ta posel pri nas, da ima pri njegovih vrstnikih recimo tak ugled, da je to nekaj zelo zapletenega, nekaj dolgočasnega. Ker tudi tako sem slišal to, pa sem spraševal, pa niso vam to malo predstavljali pa to, ne? On je bil del teh skupin, ki so šle v okviru krške šole, so šle tudi sem, bil je v teh krožkih na krški šoli, ko so tudi nekdo je omenjal, da so imeli tekmovanje v robotiki, tudi s tem se je ukvarjal, nažalost, dokler ni šel iz šole učitelj, ki je to imel, ne, mogoče tukaj nimamo več tistega sekretarja za izobraževanje, ampak bi namignil, da naj se cenijo taki učitelji, ki otroke motivirajo. Mislim, ni bil samo on, tudi drugi so imeli radi tega učitelja. Tako da toliko nekaj kot oče otroka, pa da ne bom zdaj predolg, pa samo jaz. Malo za ta prehod, ne? Boste mogoče tudi vi še tako kar navezali, kaj na prejšnji panel, predno potem z resnimi temami začnemo. Ja, seveda, jaz sem bila zelo vesela, ne, da ste mladi povedali, da v bistvu so taki projekti razvojna priložnost, ne. Zaradi tega, ker mi razvojniki, ne, ki pač pripravljamo neke razvojne dokumente, prepričujemo državo, ne, v kaj mora vlagati, katere programe razvijati, katere ukrepe za gospodarstvo, ne. Danes smo slišali vrsto predlogov, vrsto zadev, ki jih mi naslavljamo, ste jih danes omenili, ne. To pomeni, da je samo pokazatelj, da gremo v bistvu vsi v pravo smer. Seveda se moramo vsi zavedati, da tukaj imamo vrsto izzivov, ne? Ampak ne smemo jih vzeti kot problem, ampak jih moramo obrniti v priložnost in iskati, tako kot vi v svojem poslu iščete rešitve, ne? Nikoli se ne izide, ko kaj verjetno testirate, ampak vedno pač s pomočjo seveda vseh partnerjev. Zavedati se pač moramo, da sami brez sodelovanja pač ne bomo uspešni. Bomo mogoče prišli do neke rešitve malo kasneje, ampak tako kot je bilo že povedano, moramo vključevati vse aspekte, družbene, gospodarske, okoljske, trajnostne, ne? Tudi na mobilnost ne smemo pozabiti. Kajti vi mladi, ne glede na to, da radi pač posegate v digitalizacijo, ste pa izredno zahtevni, kar se mobilnosti tiče. Na to zelo, zelo mi, pač naša generacija, pozabljamo. Tudi mobilnost je ena od mogoče odločitev, ki jo mladi pogleda, ko vstopa v neko delovno okolje. Tako da v bistvu so vse te zadeve, ki jih seveda moramo nasloviti. Zato me veseli,
pač, da tudi v okviru delovne skupine na ravni vlade in strani državnega sekretarja je tudi posluh za to. Tako da več pa potem kasneje. Enako vprašanje. Jaz sem si v bistvu že malo prej dovolil tudi reakcijo na ta panel, prejšnji panel mladih povedati. In v resnici sem vesel tega odziva. Čutiti je spoštovanje problematike, čutiti je razumevanje kompleksnosti, ki jo takšni infrastrukturni projekti prinašajo, hkrati pa zadostna količina motivacije in odgovornosti, zrelosti in ambicije, da ste pripravljeni v to jabolko ugrizniti, in sem prepričan, da s tako generacijo mladih za nami nam bo to tudi uspelo. Hvala lepa. Bi pa mogoče zdaj, gospod Šegula, na vas naslovila vprašanje glede, vi ste pač kot SIPRO-inženjering del jedrske dobavne verige in tudi druge širše, ne, pravzaprav. Kako vidite te kadrovske izzive, kje je tukaj Slovenija s kadri za ta energetski prehod v nizkoogljičnost, če tako rečemo, in kam mislite, da vse lahko gremo v prihodnje? Ja, s kadri. Občutek imam, mi imamo v podjetju že nekaj zaposlenih, ki so bili, ki so doštudirali na fakulteti gospoda Semeta. In sem vprašal, pa dajte mi povedati, ne, pač njihove, kako vaši vrstniki, ali so našli zaposlitve. In so povedali, da ti študenti najdejo zaposlitve. Se pravi, če ne prav v našem svetu, najdejo si zaposlitve tudi tam, v tisti drugi tovarni, v tistem drugem svetu, ki ga lahko vidimo čez okno in tudi kam so kakšni naši kadri ušli. Se pravi, kadri so, ampak nekako pritegniti jih, to moramo mi stari najti stik s temi generacijami, ki bolj družbeno omrežja gledajo, ki ne vem, da je v lase zaposlitve v kakem časopisu, kot smo nekoč gledali, to mislim, da več ne gledajo, ali pa na internetu. Nekako treba znati priti v ta njihova omrežja, to se meni zdi. Ja, hvala za spodbudne besede, ampak ja, mogoče ravno tu nadaljevanje tega izziva približati gospodarstvo samim raziskovalnim inštitucijam, fakultetam, ne. Vedno so vam vrata odprta, tako da z veseljem ste vabljeni, da to tudi potem predstavite študentom na tak poseben način, da jih boste lahko prepričali. Ne preko TikToka, ampak v živo. Ne bom se učil na stara leta plesati. Gospa Šerbec, pred nedavnim, mislim, da je bilo 26. maja, potekala skupna seja občinskih svetov posavskih občin v samem projektu JEK2. Tam ste upozorili tudi na to, da je treba razvojni izzivi regije ob gradnji in ob samem obratovanju niso zgolj vezani na eno točko, saj ste že prej to izpostavili, ne? Kateri izmed teh razvojnih stebrov so najbolj povezani s kadrovskimi izzivi in kje bi bilo potrebno nasloviti? Zdaj, tako, ko smo že danes govorili, ne, mi smo jih pač oblikovali v 4 stebre. Ne, in zdaj, če direktno pogledaš kadre, je definitivno gospodarstvo, ampak če ljudje delajo in živijo tukaj, ne moreš, tako kot sem rekla, mimo mobilnosti, mimo okoljskih zadev, torej in tudi ne stanovanj in pogojev za bivanje, niti ne o prostem času oziroma o družbenem življenju in pa seveda vseh osnovnih storitev. Ampak tukaj ne smemo pozabiti to, da ljudje, ki živijo v naši regiji, se jim s tem ne sme kvaliteta življenja poslabšati. Hkrati pa moramo zagotoviti pogoje za vse tiste, ki prihajajo v našo regijo, da lahko tukaj živijo, delajo in tudi seveda na koncu tudi trošijo. Seveda pri tem moramo biti seveda okoljsko vzdržni in tako naprej. Pri tem moramo seveda suportirati z različnimi programi, ukrepi in projekti. In ravno vse te zadeve, ki ste jih danes omenili, mi naslavljamo v tem programu in v okviru Sveta regije in posvetovalne komisije je veliko govora že kar nekaj časa o teh temah.
kako v bistvu ta projekt zagrabiti kot razvojno priložnost za regijo, kako naj regija naredi nek razvojni preboj in kako v bistvu suportirati tako ogromen projekt na tako majhnem prostoru. Mi se zavedamo, da bo regija skoraj da premejhna, da bi zadostila vsem pogojem, ampak če jih bomo prav čas začeli naslavljati, ne, enako, kar se tiče kadrov, ne, mislim, se vsi lahko govorimo, da lahko uvažamo delovno silo, ampak ste slišali, ne, se tudi zdravnike ne dobiš, se tudi ne vem kak kader ne dobiš, ne, ni samo plača vedno tista, se to ste tudi mladi povedali, ne, v tisti raziskavi. Ni bila plača na prvem mestu, mislim, da je bila na 5. mestu. Tako da bi bilo treba, mislim, mi pač to načrtujemo, ta program pripravljamo, Svet regije je tudi predlagal, da se pripravi poseben razvojni zakon, govorimo o razvojnem zakonu, ki bi naslovil vse te programe, ukrepe, in pa seveda tudi, da se gospodarstvo razvija, kajti le tako bodo mladi in vsi tisti, ki bivamo v regiji, imeli svoje delo in svoj prostor v tej regiji. Hvala. Hvala lepa. Doktor Ogorevc, mogoče v navezavi na to, kar je magister Šerpčeva povedala, kako v imenu posvetovalne komisije JEK2 pri Svetu regije Posavje vidite te izzive in kako zagotoviti, da bodo dovolj ambiciozni, tako z tega kadrovskega vidika, kot tudi z vidika krepitve dobavnih verig. Ja, zdaj v bistvu izzivi, jaz mislim, da so bili danes v veliki meri našteti. Lahko jih zdaj ponavljam, naš pogled na to je zelo podoben. Kjer bi jaz mogoče malo spremenil, pa probo dati eno drugo perspektivo, je v bistvu sledeče. Ne? Če malo potegnemo drug kontekst, en evropski kontekst. Mi smo se danes praktično ves dan pogovarjali o izgradnji jedrske infrastrukture v Sloveniji, o zagotavljanju kadrov za izgradnjo naše nove jedrske elektrarne, SMR-jev in podobnih jedrskih objektov. Ampak dejstvo je, da so svetovni voditelji se odločili, da v zasledovanju razogličenja naše družbe in zelenega prehoda, glede na to, da jedrska tehnologija se izkazuje kot tista optimalna, je potrebno potrojiti jedrske vire v svetovnem merilu. Za Evropo to pomeni v bistvu podvojiti. Videli smo, Francozi imajo 56 reaktorjev, približno 100 jih je na evropskem prostoru. To pomeni 100 gigavatov približno novih velikih jedrskih elektrarn, nekih 50 giga SMR-jev, in to so številke, če imamo mi težavo, kako izvesti projekt JEK2, verjemite, da tudi Evropa ima velik problem, kako zagotoviti to infrastrukturo. Za Slovenijo, pa jaz mislim, da je prav, da se zavedamo ene stvari. 2 milijona nas je. Če mi ne moramo najti priložnosti v takem sektorju, v taki branži, pa v bistvu biti uspešni z vsem našim izkušnjam, z zgodovino, ki jo imamo tukaj, z relativno dobrim jedrskim programom, prepoznavnostjo, z odličnim upravljanjem našega NEK-a. Jaz mislim, da, tako kot je Jan je prej lepo nastavil, bistveno bolj moramo biti ambiciozni. Če govorimo o številkah, to so tisoče milijard, ki jih je potrebno investirati do leta 2050. Če si damo to za ambicijo, da poberemo čim večji del te pogače, potem v bistvu številke kot 500, 1000, 1500 jedrskih strokovnjakov, rato je malo smešno v tem kontekstu. Tako da jaz bi predvsem nekako apeliral na vse, predvsem seveda na odločevalce. Ni najbolj korektno, Daniela zmeri gledamo tukaj, ki smo prepričani, vemo, da je prepričan in da razume. Marsikdo mogoče danes manjka v tej sobi, ki bi lahko bolje razumel iz take debate, iz teh panelov, kakšna je problematika in kakšne so priložnosti. Želel bi si, da vidimo širšo sliko, večjo sliko, da smo bolj pogumni, kot so prej mladi lepo nastavili, in da si zagotovimo večjo in boljšo pozicijo v tem evropskem jedrskem prostoru ali pa celo v svetovnem. Mislim, da na ta način bi lahko bili veliko bolj uspešni. Gospod Šegula, vi imate tudi izkušnje iz tujine, kaj mislite, da se lahko naučimo oziroma kako podpirate to širšo ambicioznost? Jaz bom rekel, da podpiram tole, kar je omenil Tina.
stikov, ker se mi dva poznamo že en čas. Ja, imam izkušnjo iz tujine. Naše podjetje Cipro pogosto sodeluje z Westinghousom. In verjetno vas večina ve, da Westinghouse je dobil na Poljskem pogodbo, oziroma da pripravlja se, da bo izgradil 3 elektrarne tega tipa A5000, katerih je tudi en tip, ki bi ga lahko imeli tudi pri nas. In na Poljskem so, rekel, mogoče na malo podoben način, kot je tale dogodek zastavljen, ampak dosti bolj z večjo udeležbo, tudi so se zastavili usposabljati prvo svoje gospodarstvo, v smislu, da bi izobrazili, želijo si, da bi čim več poljskih podjetij sodelovalo pri gradnji tistih njihovih elektrarn, in oni pa nimajo izkušenj s tem. Na Poljskem so nekje v 80-ih so se odločili, da bi imeli, da bi gradili 2 jedrski elektrarni. Ta projekt je šel 4-5 let, pa dobro, vi, ki ste starejši, veste, kaj je bilo na Poljskem v 80-ih. Ni bilo ravno lepo, zmanjkalo jim je denarja vsega in so obupali nad tem. Do nedavnega so, oziroma še vedno pridobivajo veliko količino svoje električne energije iz premoga. Do ukrajinske vojne so uvažali iz Rusije mislim, da med 10 in 11 milijonov ton premoga na leto. In so videli to kot, recimo, temu strateško tveganje, da si odvisen. Zdaj uvažajo iz Avstralije. Ampak vseeno, kot je rekel Tine, tukaj je jedrska energija tudi zanje veliko boljši vir in so se odločili to graditi in usposabljajo svoje podjetja in Westinghouse je tukaj tudi naše podjetje, recimo konkretno mene povabil gor. In kot je tudi gospod Levičar omenil, oni nas kot Slovenijo, prvo Amerikanci nas predstavljajo kot, glejte si primer dobre prakse, Oni so en osamljen ameriški reaktor sred Evrope, pa tako dobro z njim upravljajo. To je reaktor, ki je podoben tem, katere vam mi želimo zgraditi, prisluhniti temu. V drugi strani so pa tudi Poljaki fascinirani, češ, wow, vi ste pa država, recimo, bivšega vzhodnega bloka, pa imate, koliko ste vi prišli do ameriškega reaktorja? Koga vi upravljate že 40 let? Koliko to že vi vse znate? In te gledajo na čist drugačen način, ti prisluhnejo. Bi pa rekel, da morda bomo tudi mi potem, če bojo oni to gradili pred nami, bomo morda tudi mi njih potrebovali, da nam pridejo pomagati, graditi, ker tele iz Westinghousa so mi povedali, da ko so gradili tole blok 3, te zadnje A5000, so imeli oni v nekem trenutku na gradbišču 12,000 ljudi. 12,000 ljudi, mislim, da je cel gradbeni sektor v Sloveniji. Se pravi, vsi gradbinci v Sloveniji tukaj. Nobene hiše, nobene ceste, nobene železnice. No, pa so se pa pohvalili, ko smo pa gradili blok 4, smo pa to optimizirali, pa je bilo treba samo še 9,000 ljudi. Ki bomo mi vzeli 9,000 ljudi. Tako da, s tem bi jaz zaključil mojo izkušnjo s tujino. Hvala. Gospa Šerbec, strategija, razvoj, omenili ste 4 stebre. Prej je bilo omenjeno od strani ravnatelja, da se bi treba širiti srednjo šolo. Kolega dekan Fakultete za strojništvo je omenil novo gradnjo. Tudi na Univerzi v Mariboru se pripravlja strategije razvoja posameznih fakultet, ravno z namenom širitve. Kje je dijaško-študentski dom tukaj v Posavju? Nenazadnje smo blizu Zagreba, Ljubljana, vse po manj kot 1 ura, pol ure vožnje. Imamo to vizijo tukaj v Posavju, bomo znali to umestiti v te prostore, bomo znali to izkoristiti? Ja, vse to je zapisano v tem dokumentu. V bistvu tudi mi v naših razvojnih dokumentih to se skozi ponavljamo, zaradi tega, ker nismo ta projekt, ki je pač mora nasloviti to, ampak imamo že v obstoječih razvojnih dokumentih te zadeve tudi zapisane, zaradi tega, ker žal razvojna regija ne napreduje tako, kot si bi želeli.
in nujni predpogoj je vse to, kar ste povedali. Brez tega ne moramo mi kadre vabiti v regijo, jih izobraževati, če nimamo za to pogojev. Poleg tega, sami veste, mladi, verjetno boste povedali, ko se odločite za študij tudi pogledate, verjetno, tako renomeje fakultete, tako programe, tako profesorje, verjetno vsi malo pogooglate, ne, verjamem. Tudi verjetno vam kakšni študenti povejo in tudi pogledajo, kakšne so nastanitve. Žal v regiji se pač s tem ne moremo pohvaliti in to je sigurno ena prioriteta. Poleg tega pa v tem času, jaz ne vem, zakaj moji otroci vedno poudarjajo tudi digitalizacijo, ne. Pač vi, mladi, pač to znate funkcionirati. Veliko nas tudi lahko naučite, ne. In v bistvu tudi, kako ne rečem, poti so pol lažje, skrajšajo se določeni poslovni procesi, ne. In nujni predpogoj je, da se vse to uredi, ker s tem bo tudi lahko projekt uspešen. Če tega ne bo, potem tudi projekt ne bo toliko uspešen. In tudi plus te se zgodbe pa je, da lokalni pač, ki živimo tukaj in tudi Posavci, jemljemo tako NEK za svojega in tudi JEK2 jemljemo za svojega. Ker verjamemo v to pač tehnologijo in ji zaupamo in mislim, da je to dobra popotnica za nadaljni razvoj. Hvala. Še doktor Ogorevc mogoče, kak? Jaz mislim, da je treba projekt JEK2, govorimo o JEK2, ki se nekako bolj tiče zdaj regije Posavje, in v katerem vesel sem, da je danes tudi Bruno je zelo jasno povedal, da SMR in JEK2 ni ali, ne, ampak je v bistvu dodatek k veliki jedrski elektrarni, za katero verjamemo, da Slovenija potrebuje. Mislim, da je zelo pomembno razumeti, ne, da to, kar je Nataša na koncu rekla, da sprejemljivost takšnega objekta v lokalnem okolju, konkretno v Posavju, ni čist trivialna, ni to nekaj, kar obstaja vse posod po svetu. Še posebej, če gledamo specifiko Krške elektrarne, ki je dejansko integrirana v sam kraj, v samo mesto. Zelo redko po svetu, ali pa praktično nikjer, nimamo elektrarne na tako, dajmo reči, urbanem območju, kjer prebivalci lokalni in praktično vsi deležniki okoli živijo za in z takšnim objektom, ne. In tudi mogoče v kontekstu SMR-jev zdi se to morda neka bližnica, zdi se velikokrat neka hitrejša pot, lažje jih je graditi, so modularni, hitrejši je mogoče proces nabave, same izvedbe, ampak sami postopki umeščanja v prostor, sprejemljivosti neko posameznih lokacij, kjer bi te objekti stali, sem prepričan, da bojo zahtevali praktično enako količino energije, da bomo to sprocesirali ustrezno. Mojca, Hvala lepa. če dovoliš, bi dali besedo tudi publiki. Absolutno. Mogoče tudi izziv za mlade. Kaj manjka v Posavju? Kaj bi si želeli, da bi lahko bilo, če kdo želi se izpostaviti in povedati? Mogoče od dijakov, študentov, študentskega življenja, je kaj dijaškega? Disko, rečete disko. To oni ne poznajo. To je zato. Na to sem napeljeval, no. Ja, imam občutek, vse kolikor se mi pogovarjamo, manjka tudi tega družabnega življenja. Ni, da tako rečem, gostiln, ki bi bile odprte po 8 uri, 9 zvečer. In Mogoče, če lahko samo eno izkušnjo. Kolegi iz regionalnih razvojnih agencij so šli na Expo v Japonsko, ne? Pač pogledati, ampak ne, mi res, Slovenci smo zelo družaben narod, ne? Ampak vi mladi, ne, če ne boste z te družabnosti prevzeli, ne vem, se bojim, da bomo malo tako kot Japonci, ker tam na Japonskem ljudje kasirajo, zato da se s tabo pogovarjajo. Tako da
mislim, ko sem jaz to slišala, mislim, to je tržna niša. Mislim, ne? Pri nas ponovadi na ulici pojejo, ne, pa kaj jim daš ali pa prosijo za denar ali pa kaj. Mislim, tako da res, mislim, mladi boste mogli na tem področju tudi nekaj narediti, ne. Ker drugače pač se bomo nehali na tak način pogovarjati in če se ne pogovarjamo in ne komuniciramo, potem tudi težko rešujemo probleme in jih težko tudi mi naslavljamo, če se jih ne zavedamo. To je enako doma tudi, ne? Če dovoliš, Mojca, bi predali tudi besedo gospodu Levičarju, da mogoče malo vidim, da si je ogromno zapisoval. Če bi želel tudi še pred zaključkom komentirati. Gospod Daniel, lahko? Hvala lepa. Sebastian, dobro si opazil, jaz sem si res pisal, probal nekako tako tudi gledati v sintezi celotnega dneva, kaj je bilo vsega povedanega, pa ne zaradi tega, da bi tu delal sintezo, ampak tudi zaradi tega, da vem, kaj je smiselno in kaj je pametno delati naprej, ne, tudi meni in mojim, ne, gor v Ljubljano, kaj prenesti, ne. Tako da najprej me veseli, ena stvar me posebej veseli, ne, ko ste vi tam mladi tule gor sedeli, ne, vidim, da so ti vzorci odločanja še vedno dosti podobni, kot so bili takrat, ko sem bil jaz, ne. Torej se ne počutim še tako star, ne. Tudi jaz sem bil štipendist v neko noter, ne, in sem na enem od študentskih del sem bil, čisto slučajno sem bil povabljen v kontrolno sobo v času remonta, ne, se pravi, ko se je menjavalo gorivo. Takrat mi je to uredil, pa po mojem se je mogel kar oren potruditi, ne. Bojan Korinčič, ki je vodil inženiring za gorivo, mogoče tudi malo uč vrgel na mene, ne, tam so se zbirali fizike, ne, tako da me je spravil noter, no, in mene je impresioniralo, ne, impresioniralo to tudi, ko sem videl, kako zadeve funkcionira, kako urejeno okolje je to, ne, in na kakšen način gledajo ljudje na svoje delo, s kakšnim ponosom, ne, so opravljali to svoje delo, tako da me je to hitro pritegnilo, da sem se tudi sam odločil za to pot in moje prve korake naredil res prav v nuklearki. Tako da perspektivnost sektorja, ne, takrat je bila bolj boga, ne. Ni se veliko govorilo o kakih novih novogradnjah, SMR-jev takrat še ni bilo niti slišati, ne, to. Edina stvar, ki je bila takrat, se spomnim, Westinghouse je imel, njihov dizajn je bil takrat AP600. Ne. Tega mislim, to bi zdaj mogoče celo veljalo za mali modularni reaktor. Ne. Ker zdaj se mali modularni reaktorji so že dali večji. Ne. Najprej je bil 70 MW, zdaj so že 300 MW je bila meja, ne. Zdaj vidim, da so že čez 300 MW prišli. Ne. No, potem so pa tega AP600 so ga potem nadgradili, ne, in ker ekonomija obsega vsem deluje, ne, in ima svoje specifike oziroma ti naredi projekt bolj ekonomičen, ne, je nastal pol AP1000, ne, in ta je zdaj eden izmed tistih, ki konkurira. Tako da perspektivnost sektorja takrat, ko sem rekel, ne, je bila bolj bedna, ne, to se je spremenilo, to se je zelo spremenilo, ne, se pravi, mi smo zdaj v nekem preporodu, ne samo v Sloveniji, ampak tudi govorimo o renesansi jedrski, ne, ampak tudi širše, ne. To pomeni, da prihajamo zdaj iz enega načina delovanja, ne, kjer je mogoče ga najbolj opazi prav regulator, ne. Načina delovanja, ki je šel iz tega, ne. Mi bomo obratovali, ne, mi obratujemo naše, ne samo jedrsko elektrarno, ampak tudi druge objekte, ne, varno, ne, in ta operational excellence, to je bilo glavno, to je bilo ključno, ne. Zdaj gremo en drug mod, ne, to je pa razvojni mod, ne. Pomeni, ne, tisti, ki ste opazili, ne, tisti graf, ki je bil tam pokazan, koliko ljudi bomo potrebovali po posameznih področjih, ne, tam procentualno daleč najbolj odstopa regulator, URSEV, ne. URSEV je tisti, ki najbolj čuti, ne, ta način delovanja, ne, se pravi, zdaj njegovi inšpektori hodijo v NEK, hodijo na gradbišče, sem na NSRAO, gor na inštitut Jožefa Štefana in gledajo, ne, zato, da zadeve obratujejo skladno s standardi, ne.
Zdaj bo pa drugače, zdaj se bo pa preusmerilo to, ne? Zdaj bo pa potrebno tudi v času izgradnje, ne? Zdaj se bo šlo po neko gradnjo, ali bo je to SMR, ali bo to JEK2, karkoli že bo, ne? Bo potreben nov kader tudi z drugim načinom razmišljanja. Ne? Zdaj je bila recimo res jedrska varnost, to je številka 1, to bo ostalo, ne? Zdaj bo pa project management. Ne? Project management je tisti, ki bo zagotavljal za to, da bodo stvari narejene on time, on budget. Ne? In tudi tu imam eno dobro novico, ne vem, če ste opazili, kako leto nazaj, mislim, da 1 leto nazaj, ne, je prišla v STA, Slovenska tiskovna agencija je lansirala eno novico, da so naredili anketo med študenti in ti študenti so odgovarjali, kaj so njihovi sanjski poklici. Ne. In med tistimi sanjskimi poklici je bil, mislim, da je bil na prvem mestu, so bili influencerji, ne. Influencer je bil tako zastopan kot številka 1, ampak med prvimi 3 ne, je bil vodja projekta izgradnje druge jedrske elektrarne. Ne. Pa sem mislil, da je to 1. april ali pa kaj takega, da je to nek hec. Ne. Pa ni bil hec. Ne. Ni bil hec. Ne. Tako da me navdaja z nekim optimizmom, da mladi vsem prepoznavajo v tem noter, v tem sektorju neko perspektivo in da se odločajo za te poklice. In to tudi vidimo, no, da kvalitetne mlade se še vedno vidi. Nisem šel raziskovati naprej, nažalost mi je zmanjkalo, ampak prebral pa sem in ostal mi je v spominu, tako da 1 leto potem še vedno tega zavedam. Razvoj regije, ne, to sem videl, da je pomembno, ne, razvoj regije mora iti z roko v roki z razvojem samega projekta, ne, brez tega, da regija sledi razvoju projekta, ne, tudi če ne bo 9000 ljudi, ne, jaz mislim, da je bolj realno tukaj pričakovati, ne, da na gradbišču, če bo dobro zorganizirano, ne, da tam bi z 3000 ljudmi bi zadeva morala rasti, ne, pa bomo videli, ne, okay, ne, če bo EPR tam, po mojem bomo pri 9000, ne, če bo pa kaj bolj kompaktnega, ne, bi pa mogoče lahko tudi kaj. Mislim, da lahko tukaj povejo iz nekaj, koliko jih je največ na remontu. Pa elektrarna že stoji, pa vse to vi veste. Poznam. Organiziranost je zelo pomembna. Ne. Jaz Brunata sem poslušal, ne, pa Dejana, ki sta prišla nazaj iz Kitajske, ne, in sta povedala, kako organizirano gradbišče zgleda. Ne. In verjamem, da je to cilj. Ne. Bili smo tudi v Hinkley Pointu, ne, ko smo videli, kako se gradita 2 EPR-a skupaj, ne. Mislim, 10-12 tisoč ljudi na kupu, ne, to je, jaz si to ne predstavljam, ne, tule, vam pa iskreno, ne, to je res, to je taka masa ljudi in dvigal, ne, mislim, da smo našteli 54 žerjavov, ne, še več jih je bilo, ne, to so res enormne številke. Ne. Verjamem, da se da za organizacijo gradbišča, ne, pa vsemi izkušnjami, ki jih pridobivamo. Ne. Cel svet pridobiva izkušnje na novogradnjah, ne, da se dajo zadeve zorganizirati, pa to bo tudi del naše domače naloge vseh. Ne. Razvoj regije, to sem odgovedno, kakorkoli, kolikor1000 ljudi bo prišlo sem, ne, regija mora rasti s tem projektom, ne, in biti pripravljena na to. Ne. Zato smo tudi skupaj z RRI-jem in na vladni delovni skupini smo tele izzive predstavili, ne, članom vladne delovne skupine. Ti so prepoznali te izzive kot pomembne, tako da tudi pričakujemo vsak moment, oziroma je že vladno gradivo v pripravi za to, da se začne pripravljati regionalni razvojni zakon. To je pomembna zadeva, ne, kjer v bistvu regiji daje vedeti, ne, da država vam bo stala ob strani, ko se bo ta projekt razvijal naprej. Dosti je bilo vrednot, ne, o vrednotah smo govorili, ne, vsi skupaj, ne, o odgovornosti, ne, o stabilnosti, ne, o varnosti, varnostna kultura, ne, to so pomembni termini, ki jih uporabljamo. Ne. Mislim pa, da ima prav jedrska energetika še eno vrednoto, ne, ki je prav posebna, po mojem, in prav mladim bi morala biti zanimiva. To pa je ta družbeno dobro, ki ga jedrska energija daje vsem. Ne. Je en objekt, ne, ki na majhni kvadraturi, na majhnim prostorskim odtisom daje veliko nizkoogljične električne energije, pravno zato, da družba funkcionira. Ne.
Jaz sem imel to priložnost, zdaj 2 tedna nazaj smo ženo preživljali nekaj časa v Madridu, tam imam tudi enega dobrega prijatelja iz moje ene od prejšnjih služb v tujini. No in mi je razlagal, kako je izgledal ta mrk pri njih, ne? Ker se želi mogoče malo prikazati, ne, da je ta mrk, da je tudi tako malo romantično bilo, ne? Tako tudi on je to zelo slabo je sprejel, ne? Ko so v španski mediji pisali, ne, da je to izpadlo, ne? Ja, zmanjkalo je elektrike, malo več smo se ljudje pogovarjali, ne? Zvečer smo svečke pržgali, ne? Pa je bilo lepo, ne? Mislim, on je tako travmo doživljal, ne? Pa ne sam, ne? Mislim, tudi tako puki slučaj, ne, ali pa recimo okoliščine so ga do tega pripeljale, ne, tako da ko sem ga poslušal, ne, kakšna travma je to bila, noben ni vedel, kdaj ta elektrika bo prišla nazaj, niso vedeli niti, kaj se dogaja, ne, morate to razumeti, ne, da ne veš ti v tistem momentu, ne, a je to samo v Madridu, ne, a je cela Španija, ne, a je cela Evropa, ne, ali je to kak cyber attack, ne, nič od tega niso vedeli, ne. Produkt, ki je najbolj šel v prodajo, ne, je bil tranzistor, radio. Ne. V kitajskih trgovincah, ne, najprej jih je zmanjkalo, ne, in iz 2 evra je prišel na 50 evrov. Ne. V parih urah, ne, so prodajali tiste radije pa baterije. Ne. Baterije zato, da so vse to gnale. Ne. Tako da to družbeno dobro, ne, ki prihaja ven iz jedrske energetike, mislim, da je pomembno in da je tudi kot eden od motivatorjev za to, da lahko ljudi, ne, sploh mlade, da jih lahko privabimo v ta poklic. Vsekakor pa hvala lepa, ne, vam, organizatorjem, obema dvema za tole vodenje. Ne. Mislim, da je izjemno koristno, ne, da se takole dobimo in odločevalci in v bistvu, da v tem času tega razvojnega zagona jedrskega programa, ne, takšno srečanje ponuja srečanje, ne, da se in ta recimo temu ponudba in povpraševanje po kadrih, da se dobimo na kupu, ne, da drugega malo prej izprašamo in da vidimo, kje so izzivi. Mi bomo vsekakor tudi v okviru te vladne delovne skupine, ki jo vodim, ne, bom še naprej vodil zadevo v to smer, da bo kadrovska strategija za jedrski sektor absolutno, da bo to bo prioriteta, ne, se pravi z državnim sekretarjem smo skupaj pisala ravno ta CRP, zato da ga spravimo v življenje. Mislim, da če želimo ukrepe sprejemati, ne, zato da mlade prepričamo, da dobimo dovolj kadrov, ne, in moramo najprej to strategijo imeti, moramo sploh vedeti, zakaj, ne, to potrebujemo, ne, in kakšne so dejansko potrebe po jedrskih kadrih v Sloveniji. Tako da hvala lepa še enkrat vsem tudi za vprašanja, tista bolj benigna, pa tista, ko so bolj penetrirajoča, ne. Za vsa vprašanja se vam zahvaljujem, pa za naprej pa seveda si želim, no, da bi ta nek moment še naprej ostajal, ne, potem, da se dobivamo in da se o kadrih veliko pogovarjamo, ker mislim, da bo to ena ključnih zadev za celoten razvoj. Hvala lepa. Ja, hvala, Daniel. Mojca, če mi dovoliš, se opravičujem, no, ker ravno sem gledal tu po publiki, pa mislim, da še imamo dovolj časa. Med nami je tudi gospod Stane Rožman, če bo dovolil in spregovoril mogoče, kako ste takrat v 80 ali pa 70-ih, 80-ih gledali na perspektivo kadrov. Je ta bazen, da tako rečemo, da danes omenjen, bil takrat večji, glede na to, da smo še bili v Jugoslaviji. In ali so kakšne sporednice med tema dvema časoma? Če bi mogoče malo podelili misel z nami, če dovolite. No? Ja, hvala za vprašanje. Moram reči, da nisem računal na ta izziv, ampak na kratko bi rekel, odgovor je, kaj se je dogajalo v poznih 70-ih letih, kar zadeva kadrov. Bi rekel, da takrat nismo ravno veliko razmišljali o kadrovskih strategijah, o tem, ali kadri so ali niso. Dejstvo je, da smo jih v danem trenutku za konkretne potrebe znali poiskati in pridobiti. Zagotovo je bilo na tem prostoru in širšem prostoru dovolj industrijske, bi rekel, tradicije,
da so kadri obstajali na drugih klasičnih projektih in tudi energetskih, bi rekel, proizvodnih objektih. Tako da dejansko mislim, no, vsaj v fazi priprave za obratovanje se nismo pretirani soočali z nekimi resnejšimi izzivi okoli kadrov oziroma razpoložljivosti kadrov. Bili smo pa seveda hvaležni, da je slovenski hrvaški prostor imel kvalitetne izobraževalne hiše, če temu tako rečemo, na ravni srednješolskega izobraževanja kot tudi univerzitetnega. Tako da je en bazen seveda obstajal, širši bazen, širših profilov, raznolikih profilov, ne specializiranih. Specializiranih programov takrat skoraj da ni bilo. No. Toliko o preteklosti, ker pa imam ravno besedo, bi pa še mogoče en moj pogled na to dogajanje danes. Ni nobenega dvoma, vsaj kar se mene tiče, da so takšni posveti, kot je današnji, več kot dobrodošli, ki so tematsko relevantni za jedrski program v širšem smislu, tako da bi želel spodbuditi organizatorja današnjega, da s to prakso nadaljuje. Kar pa zadeva torej kadrovsko problematiko, ki je bila osrednja tema danes, je moj pogled naslednji. Razvoj, vzgoja, pridobivanje kadrov je na nek način izobraževanje, če hočete, v širšem smislu je na nek način seveda odzivanje na neke strateške odločitve oziroma neke pomembne družbene izzive. Ne? Izobraževalni procesi so po mojem razumevanju vedno odziv na nekaj, kar se dogaja in kar je prisotno in kar se da konkretno. In to velja tudi za projekte oziroma projekt, kot je JEK2 in kakšen drug večji projekt. Potrebujemo, da se nekaj zgodi, ne? Potrebujemo seveda odločitev. Ne? Ko odločitev bo, potem bo tudi seveda razvoj kadrov se znal oblikovati z pravo dinamiko, z pravo hitrostjo, izobraževalne institucije se bodo znale organizirati in kadri seveda bodo. To ni proces od danes do jutri, to je dolgotrajen proces in tako se vedno dogaja. No? Tako da jaz osebno ne verjamem, da so potrebni kadri na zalogo, oziroma mislim, da jih sploh ni možno narediti na zalogo, ne? Ker enostavno mladi ljudje so dovolj, da ne rečem preveč pametni, da bi si to dovolili, da bodo zaloga za nekaj, kar je golob na strehi. Ne? Tako da ta proces bo pač šel skladno z konkretnimi odločitvami. Ne? Tako da si bom dovolil reči, da kadrovska problematika danes ni ključni izziv ali pa showstopper, kar zadeva novo jedrsko renesanso. Ne? Izzivi so drugje. Ne? Izzivi so predvsem na sferah, različnih sferah. Prvo je industrijska sfera, torej sfera ponudnikov, tehnologij. Tukaj so seveda resni izzivi in mene veseli, da je Holtek, ki je danes tukaj prisoten, zelo dobro povzel, kakšno je stanje na ravni industrije, tradicionalnih ponudnikov, če hočete, jedrske tehnologije. Ne? En miselni vzorec, ne, da projekti lahko ostanejo, kolikor si pač zamislimo v danem trenutku in da lahko trajajo, kolikor pač si bomo vzeli časa za to. Ne? To je miselni vzorec, ki pa je nesprejemljiv za širšo družbo, ki je nesprejemljiv za investitorja. Ne? Projekti morajo strani industrijskih, torej ponudnikov, biti seveda še kako eksaktno definirani in se morajo tudi zgoditi za definiran denar in v definiranem času. To je prvi problem, ki ga industrija danes ima in ta preobrazba vidim, da se začenja, ko poslušam Holtek, ta preobrazba se začenja. Ne? Drugi problem je na področju regulative oziroma normativov. Ne? Jedrski sektor je prenormiran. Ne?
On je zašel v take nebuloze, da so skoraj da nerešljive oziroma trajajo nemogoče dolgo časa. Ne? So tako kompleksne, da ga težko razumeti in se težko skozi njega prebiti. Ne? Licenciranje jedrskih objektov je danes predolgotrajno in prezahtevno. Ne? Se pravi, kaj potrebujemo? Tako kot potrebujemo nov izum novega PVR-a, potrebujemo tudi nov izum regulative, ne? Ki bo uporabna za izvedbo. Ne? To potrebujemo. Ne? In ta preobrazba se mora začeti čim prej. Ne? Mislim, da se je začela v Združenih državah Amerike, ampak in morajo slediti tudi ostali. Ne? Z drugimi besedami, poenostavitev oziroma narediti regulativo življenjsko, uporabno za izvedbo. To nam manjka. Ne? Tretja sfera je seveda finančni sektor. Ne? Finančne inštitucije se še vedno obnašajo kot superiorne, samozadostne institucije, ki jih zanima samo njihov, seveda profit, nič drugega. Ne? Sej, na vse zadnje, kaj pa lahko pričakujemo drugega kot to, ne? Da svoj denar plemenitijo. Ne? Ampak, če govorimo danes o nekem globalnem izzivu, ne? Globalnega segrevanja, in če verjamemo v to in govorimo o tem, da je jedrska energija del rešitve, ne? Potem seveda se morajo vse globalne institucije tudi v finančnem sektorju na nek način zamisliti okoli tega in se preobraziti v smislu, da omogočijo financiranje tako zahtevnih projektov, omogočijo za neke razumne okvire. Ne nebulozne profite, ampak v neke razumne pogoje, da bo investitor lahko take projekte izpeljal. Ne? In četrti izziv je na ravni seveda odločanja inštitucij, odločanja države, če hočete. Ne? Mi imamo krizo odločanja o vsem, o čemerkoli. Ne? V razvitih demokratičnih družbah imamo krizo odločanja. Mi nismo v stanju speljati tako rekoč ničesar, kar je zahtevnejšega. Ne? Zaradi seveda vseh sistemov, ki so v funkciji in podsistemov, ki so v funkciji. Ne? Mi potrebujemo odločitve, mi potrebujemo verodostojne, kredibilne odločitve, ki jih mora nekdo sprejeti, ne? Na ravni države. Ne? In teh odločitev seveda ni. Ne? In dokler bo temu tako, toliko časa seveda bodo merljivi koraki na tem področju razvoja in pa umeščanja jedrskih objektov zelo majhni, zelo težki in seveda tudi tu potrebujemo določeno preobrazbo ali pa, če hočete, odgovornost mora priti na neko drugo raven, ne? Drugo raven, da smo na nekih pozicijah visokih, če hočete, političnih pozicijah, ne zato, da ta čas tam preživimo, ampak zato, da določene stvari speljemo, ki so v funkciji in v interesu širše skupnosti oziroma ljudi. Ne? Tu so te ključni izzivi, ki jih jaz vidim, in če pa raztegnemo celo paleto na zelo dolgi rok, ne? Potem je seveda kvaliteta izobraževalnih sistemov še kako pomembna. Ne? Kvaliteta, ki seže v vse sfere, ne samo v jedrsko sfero, ampak v vse sfere. Če hočete inštitucij, ne? Kvaliteta izobraževalnih procesov. Hvala. Hvala. Mislim, da nimamo kaj dodati. Odgovorno sva ravnala s časom, zaključili smo pred limito. Najlepša hvala vsem sodelujočim panelistom, vam tukaj in vašim predhodnikom. Hvala vsem udeleženkam, udeležencem za kakovostno razpravo, zanimiva vprašanja, pobude. Posebej hvala gostitelju Gen Energija. In se veselimo sodelovanja v prihodnje, kaj ne rečem. Hvala vsem, imamo še pol ure časa do uradnega zaključka za klepet, razpravo, oblikovanje naslednjih korakov. Hkrati bi pa vljudno prosil za eno skupinsko fotografijo vse tiste, ki ste bili panelisti v prejšnjih panelih in ste še tukaj z nami, se ker nekaj nas je ostalo, da bomo imeli za spomin in za spodbudo za naprej. Hvala. Hvala.